Spoštovane gledalke in gledalci, dobrodošli v tretjem pogovoru, tretji oddaji. Namenoma ne uporabljamo pravzaprav teh zelo pogosto danes uporabljenih izrazov podcast, ker jaz pravzaprav niti ne vem, kaj pomeni ta podcast. In zato smo se odločili, da temu rečemo preprosto oddaje. Tudi to oddajo snemamo v prostoru, kjer se nahaja ostanek, ampak dobro viden ostanek Enigme, tega imenitnega aparata, ki je zahteval pravzaprav nekaj tisoč umov, da so ga potem tudi pravzaprav, bi rekel, ukrotili in so lahko sledili nemškim ukazom. Moj današnji gost je dr. Andrej Strahovnik in dr. Strahovnik, midva se res poznava dolgo, ne. Zato morda lahko predlagam, če se strinjate, da se tudi tikava. Dragi Srečko, najprej iskrena hvala za povabilo v to res imenitno okolje in v to družbo tvojih imenitnih gostov. Jaz sem tikanje sprejel, nazadnje poznamo se, kar sem preveril, skoraj 40 let, ker sem takrat pred 40 leti na uredništvu revije G srečal strogega, črnolasega, črnobradega urednika, ker sem prišel kot potopisec in takrat je bilo najino prvo srečanje. Res pa so se nama poti še nekajkrat križale in se poznamo kar dobro 40 let. V osnovi pa si? Jaz sem, dovolite, da se predstavim, oziroma dovolite, da se predstavim še gledalcem. Sem Andrej Strahovnik, kirurg v Splošni bolnišnici Celje, pa tudi v vlogi oziroma funkciji glavnega zdravnika Slovenske vojske. Ja, da rečem tako, midva sva se pravzaprav spoznala, ponovno srečala, da rečem tako, v Šindandu, kjer je bil slovenski kontingent, ne, in zanimivo je bilo, da sva pravzaprav veliko govorila tudi o medicini. Ti si delal v ameriški bolnici, tudi si mi pokazal ameriško bolnico, ne, meni se je zdela imenitna. In nekako bi to povezal z Henrijem Dinonom in Rdečim križem. Vem, da nekateri vojaki niso razumeli, da ti kot zdravnik si obvezan pravzaprav pomagati enim in drugim. Da ne moreš pomagati samo zaveznikom, ampak da pomagaš tudi talibanom. Drži. Pa vendar vedno povem, da bil sem pripadnik Slovenske vojske, slovenskega kontingenta, kjer si v prvi vlogi vojak. Opravljaš vojaško službo, vojaške naloge izpolnjuješ, šele potem deluješ kot zdravnik, kjer si zavezan seveda tem moralnim zavezam, kjer pomagaš, kdor je pomoči potreben, nenazadnje po načelih Svetovnega Rdečega križa oziroma Polmeseca oziroma Diamanta. Ampak imaš prav, ne, pomagaš, kdor potrebuje našo pomoč. No, ko sva pri tem pravzaprav, Henri Dinon je prišel do ene zelo preproste ideje, ki je zelo delujoča še danes. In sicer, ko je gledal te gospe, ki so polne entuziazma, ranjencem v okolici Solferina delili toplo juho na nedeljski dan, ti pa so bili pravzaprav ranjeni v trebuh, imeli so pravzaprav velike raztrganine in te tople juhe so sicer bili veseli, pomagale jim pa ni, pomagale jim je pravzaprav na drugi svet bistveno hitreje kot brez tega. In on si je rekel, to pa je treba nekaj narediti. To energijo, to empatijo je treba spremeniti v znanje, v organiziranost in v soglasje z oblastmi. Da je to pravzaprav društvo, organizacija, ki je prva pomočnica vlade v humanitarnih zadevah ali oblasti, kako pač hočemo. In ta načela so preživela 200 let. Drži, preživela so 200 let. Žal se v sodobnem času marsikje na katerem področju izgubljajo. Verjamem, da si želel aktualizirati vprašanje prepletenosti. In moram povedati, da tudi na vrhunskih srečanjih, tudi sodobnega zavezništva, je bila ena od sklepnih misel, da v nobenem konfliktu, najmanj spopadu, ne more delovati civilno zdravstvo brez vojaškega, še manj pa vojaško zdravstvo brez civilne podpore. Tukaj srečamo načela natanko takšna izpred 200 let,
lokalnem območju, žal smo nekaj tega izgubili v zadnjih desetletjih. Po drugi strani me veseli, da sem slišal prav v zadnjih tednih odločevalce na obrambnem področju, ki so začeli poudarjati nujno potrebo po drugačnih usmeritvah, po prepletenosti civilno-vojaškega sodelovanja. In načela, verjamem, da bojo še dolgo veljavna, izšla so iz nekega humanizma, ki je prav tisto, kjer ga konflikti in vojne najprej želijo uničiti. Hvala lepa za to veliko plemenito razlago, to je eno. Drugo pa, če se prav spominjam, je na slovenskih tleh, Slovenije še ni bilo, ampak na slovenskih tleh v drugi svetovni vojni delovalo okoli 100 ilegalnih bolnic. In če se prav spomnim, pravzaprav nekih izdaj ni bilo. To pomeni, da je svet civilno prebivalstvo, nedvomno so vedeli za to, je opravilo svojo nalogo, pravzaprav rečemo temu civilne obrambe, dobesedno. In ravno to, kar si omenil prej, mi imamo zelo dobro izkušnjo iz druge svetovne vojne, imamo pa tudi izkušnjo iz obdobja osamosvojitve, ko so pravzaprav trije družbeni elementi delovali skupaj, soglasno, se pravi civilna obramba, vojaška obramba, seveda skupaj s notranjo varnostjo, s policijo, in pa seveda civilna zaščita. In jaz mislim, da morda je to pot v prihodnje tudi, ker so države, ki tega ne poznajo. Mi pa imamo to zgodovino, mi pa imamo to izkušnjo, zato bi bilo morda treba graditi na tem, kako graditi tem časom primerno civilno obrambo, vojaško obrambo in civilno zaščito, ki delujejo interoperabilno, da rečem, ki drugo podpirajo. Pogosto rečejo, recimo, vojaška stran reče, ja, civilisti so zato, da podpirajo vojsko. In druge strani ne vidijo. Medtem ko civilisti mislijo, da vojske ne potrebujemo. Ampak ravno v tem je pravzaprav ta težava, da samo skupaj lahko delujemo učinkovito. Tako, namesto težava bi to imenoval izziv. Res imamo odlične temelje, izkušnje naših pravzaprav staršev, smo ena redkih generacij, ki vojne ni doživela na teh tleh. Res pa je tudi, da smo spremenili družbeni sistem, ki je pozabil temelje tega sodelovanja in smo bili v zadnjih desetletjih izključujoči eden do drugega. Res, da smo sodelovali in vedno sodelujemo, tako vojska s civilnim delom, civilni del za vojaki, ampak bolj kot ne na ravni nekih vaj, mogoče tu in tam naravnih nesreč, nimamo pa sistema vzgoje prepletenosti in soodvisnosti, kot rečeno, eno brez drugega ne moremo delovati. Vsaj ne v tem segmentu večjih razsežnosti, kjer se podpiramo drug drugega, tudi znanja. Zagotovo imamo zdravniki, zdravstveni delavci, strokovna znanja, nimamo pa logističnih znanj, ki so bistveno večja na vojaški strani. Le sinergijo in konvergentnim povezovanjem enih in drugih bomo zmogli izzive, ki se kažejo pravzaprav v zadnjih letih. Izzivi, si omenil izzive, če gremo zdaj pravzaprav vsaj virtualno v Ukrajino. Nekaj podobnosti najdemo tudi z 91 v Sloveniji, ampak na srečo je stvar bila kratka. V Ukrajini traja, bi rekel, skoraj kot že neznosno dolgo. In prej sva že omenila tudi zaščitne znake, ki bi jih morali pravzaprav v skladu s konvencijami spoštovati vse vojskujoče se strani. In če se preseliva še v Gazo, pravzaprav ugotoviva, da je bilo ogromno civilnih objektov, ki so bolnice, zdravstvene domove, šole in tako dalje, brez pardona uničenih. Sodobno vojskovanje je prav tako se spremenilo, ima prav tako svoj razvoj in pravzaprav v zadnjih vojnah dokazano, omenil si Gazo pa Ukrajino, da družbo ne prizadeneš več z vojskovanjem
s puškami na polju, pač pa z uničenjem družbenih sistemov. Energetski sistem, zdravstveni sistem kot temelj družbe. Če uničiš ta dva, družba preneha delovati. In to moramo se iz tega naučiti, da pravzaprav sta ta sistema, ki jih moramo bistveno bolj varovati, razvijati in postati bolj odporni na morebitne vplive oziroma konflikte ali pa, kot smo rekla, izzive sodobnega časa. No, mimogrede sem pomislil pravzaprav na nekaj. Nekateri prisegajo, da bo pravzaprav umetna inteligenca rešila vse. Ne? Da bodo torej pametni sistemi se vojskovali namesto nas. Ampak potem se pa spomnim pravzaprav pred kratkim dogodka, ki je ohromil življenje v delu Francije, Španije, na Portugalskem. Ne? Naši prijatelji so 5 ur sedeli v letalu v Benetkah, čakajoč, da bodo vzleteli proti Madridu in tako dalje, da ne govorimo o vseh podrobnostih. Torej, ko ni elektrike, ni umetne inteligence. Ni pravzaprav ničesar več. Postali smo odvisni, elektrika je banalna. Poglejmo naš mikrokozmos. Ta hip imamo izklopljene telefone. Verjamem, da bo kot tvoja, kot moja reakcija prvi hip po končanem snemanju pogledati v telefon, kjer so bili zgrešeni klici, katera sporočila smo dobila. Postali smo preveč odvisni, ampak sam se ne bojim, da bojo tudi sodobne tehnologije, tudi umetna inteligenca delala vsa opravila namesto nas. Verjamem, da moramo usmeriti v razvoj ponovno nazaj v človeške vere, ki so dobro izurjeni, dobro razumejo tehnologijo in tudi dobro opremljeni v tem vrstnem redu. Nobena tehnologija ne bo znala odločati namesto nas, mogoče moramo dati več poudarka pri prepoznavanju umetne inteligence, kaj je, namreč živimo tudi v svetu lažnih novic, lažnega delovanja, in ko bomo znali prepoznati ali pa izluščiti, kaj je pravo in kaj ne, bomo verjetno zopet dosegali večjo učinkovitost na vseh področjih, ne samo vojaškem. Ampak morda takole, če pogledam z druge strani, v vaši bolnišnici tudi drugih, ne, uporabljate laserske operacije, izvajate laserske operacije, ne uporabljate, pardon, izvajate, ne? Ali boš znal to delati tudi brez laserja? Takole, ne, v mojem kratki karierni poti, kjer je šla kirurgija od neke makroskopske kirurgije, kjer so glavno orodje bil nož, pean, pač nekaj za v roko prijeti, je šlo potem na endoskopsko, kar ljudje imenujejo lasersko, pa to ni. Potem je bila mikrokirurgija, ne, kjer smo tako rekoč se dotaknili tkiva in celic. Sodobne bolnišnice bazirajo oziroma so v razvoju, če operiramo z robotom. Ampak za vsem tem stojimo še vedno zdravniki z znanjem anatomije, celic, razumevanja fizioloških procesov. Verjamem, da jih mogoče umetna inteligenca razume v nekaterih segmentih bolj, ne zna jih pa povezovati. Še vedno, ko zmanjka energije, pa še vedno vsak dan, noben si ne predstavlja pri vsakdanjem delu, kaj se zgodi, če slučajno računalniki za 1 uro zamrznejo. Vsi postanemo pravzaprav opravilno nesposobni. Še vedno tudi mislim, da celo mlada generacija je preobsežno naučena uporabljati nove tehnologije, pa ne zdaj umetne inteligence, ampak sodobnih diagnostičnih metod. Pozabljamo pa, da je treba osnovno medicino, torej pacienta, poslušati, otipati, vonjati, opazovati tisto, kar pravzaprav pelje k dokončnemu ozdravljenju, diagnozi, pomoči nekoga, ki to potrebuje. Sam prisegam še vedno na analogni svet. No, me veseli, da si z digitalnim svetom pomagamo, nismo pa odvisni od njega. Ali se je, če pogledava pravzaprav tvojo stroko, ne, če pogledava bolj, bi rekel, z vojaškega vidika. Jaz se spominjam, da so mi, dobro, to ni včeraj, ampak nekaj let nazaj, so mi v mednarodnem odboru Rdečega križa rekli, ali veste, kateri priročnik mi še uporabljamo? Sem rekel, pojma nimam, sem rekel, Vojno-medicinske akademije. Sem rekel, zakaj? Sem rekli, zaradi tega, ker tam notri so specifične poškodbe, ki jih povzroči orožje. Ne?
Ampak a se je zdaj kaj spremenilo? Ali je to še vedno pravzaprav, bi rekel, tisto, da tisto, kar je bila doktrina na tem področju, recimo pred 20-30 leti, še vedno velja? Do neke mere še vedno velja. Ampak, kot rečeno, v bistvu prav v kurikulumu, svojim kurikulum medicinske fakultete smo imeli predmet, ki je pravzaprav bi zdaj bil nekako prepovedan v ideoloških razmerah, temelji ljudskega odpora. Lepo je, če znajo mladi zdravniki uporabljati umetno inteligenco, verjamem, da znajo uporabljati robote, bodo znali pri operacijah, ampak ali bodo znali uporabljati čutila, ko vsega tega zmanjka. V bistvu, kot že rečeno, vonjati, okušati, poslušati, tega umetna inteligenca ne bo vsega niti integrirala, niti znala preceniti. In zato menim, da bi mogli prav pri študentih medicine tudi učiti oba vidika. Kdo v bistvu danes od mladih zdravnikov, tudi nazadnje moje generacije, kdo zna narediti vodo čisto, uporabno v nekem grobem okolju. V prav tem omenjenem predmetu temelji ljudskega odpora so nas učili, kako narediti razkuževanje, kako narediti sterilno okolje, koliko vode potrebujemo za vsakdanje življenje. Žal se bojim, pa ne samo v zdravstvenem delu, a to znajo danes naši vojaki oceniti, koliko vode potrebuješ vsak dan, kje jo dobiti, kako jo narediti. So tehnologije, ampak kaj, če tega ni. Tako da mislim, da ta znanja nikakor ne gre pozabiti in so več kot uporabna. Pravzaprav so prišla zdaj do tiste točke, kjer sva nekako poskušala začeti na področju odpornosti. Ne? Ampak ne odpornosti zdaj, da bo nekdo zame delal to vodo, ne? Ampak da bom jaz sam znal. Se pravi, da moram biti del skupnosti, v kateri bo vsakdo imel neko nalogo. Bodi si kot civilni obrambenik, bodi si kot vojaški, bodi si kot civilna zaščita, kot gasilci in tako dalje. Pridemo pravzaprav do tega, da če pišemo resolucije, če delamo, to nekako ni dovolj. Jaz sem morda pri tejle vaji, ki je bila vaja odpornost 24, pravzaprav sem se spraševal, lepo, da so vključene inštitucije, lepo, da so vključeni resorji, lepo, da je vključeno vse to, ampak a sem vključen jaz kot državljan? Ali je meni pravzaprav naložena naloga, da sem aktivni prispevnik pri tem, ali da pravzaprav samo čakam, da me bo prišla moja gasilska enota v sosedstva rešiti, ali pa bom jaz tudi poskušal nekaj narediti, kar lahko naredim, če znam in sem organiziran. Torej, ta vaja verjetno nismo na tistem najvišjem nivoju, nazadnje, ko bojo temeljito preučili vse rezultate analize, ampak pogovarjal sem se tako z organizatorji vaj, kot tudi z uporabniki. In najbolj zaskrbljujoče je, da testiranci, torej uslužbenci državnih organov, na nižjem nivoju niso razumeli, kaj pomeni biti vpoklican. Zopet so se sklicevali na nekakšne pravice, dolžnosti, kaj pravi delovno pravo, ampak izredne razmere pomenijo povsem nekaj drugega, da je vse odpovedalo in v družbi, kolikor deluje najmanjši člen, najmanjša celica, toliko odporni bomo. In ugotovitev na vseh segmentih, ne govorimo o vojaškem, ne govorimo o zdravstvenem, o splošnem družbenem, ta hip nismo zelo odporni. Zopet, ker pač moje delo je zelo pragmatično, tako vsakogar bi vprašal, ali ima doma zaboj vode. Ali ima doma mogoče, pa ne na zalogo, ampak za prvih 5 dni pralni prašek, stvari, ko jih vsak dan potrebujemo. Drži. Jaz bi rekel tako morda, mi govorimo na eni strani o kolektivni obrambi, ampak če to prevedemo, bi rekel, individualna odpornost je sestavni del kolektivne odpornosti. In prej si že pravzaprav rekel, kolikor je močan najšibkejši člen, tako je močen pravzaprav celota. In to velja tudi v tem primeru. Ampak odpornost se moramo na nek način pravzaprav, jaz se spominjam, mi smo dobivali tablete za zdrave zobe.
vsak dan v šoli so nam dali po eno tableto. Mi smo imeli redne zdravniške preglede, mi smo morali hoditi na zrak, zato da nas ne bi TBC napadel. V moji mladosti je bilo tega še kar nekaj. Potem se spominjam te izvrstne cepilne akcije, ko so bile črne koze s Kosova, so se širile, kako je bilo dobro to organizirano, ampak takrat se nihče ni spraševal cepiti ali ne cepiti. Takrat si se postavil v vrsto in si se cepil. Nihče ni pravzaprav zganjal panike zaradi cepiv. Danes seveda, ko imamo družabna ali družbena omrežja, imamo veliko pravzaprav mnenj za, proti in tako dalje, tako da je pravzaprav posamezniku se težko pametno odločiti, ali je to dobro ali ne. Moji prijatelji infektologi so rekli, cepi se za vse. In jaz sem se seveda cepil, nisem se spraševal, ker jim verjamem, jim zaupam in jaz še vedno zaupam v znanost, bolj kot recimo v druge ponujene rešitve. Torej, mogoče smo zamudili odlično priložnost v času epidemije, da bi se kanček več naučili iz vsega skupaj. Nenazadnje danes ne govorimo več o epidemiji, ki je bila v vseh porah našega življenja, vključno s cepljenjem. Prišlo je do razprtij znotraj družin. Razdeljeni smo bili na vsaj dve veliki skupini, za in proti. Sam imam tukaj ta hip slabo vest, ker še nisem cepljen proti klopnemu meningoencefalitisu. Ko vidiš enkrat ljudi, ki trpijo zaradi neizrabljene priložnosti, verjamem, da bi vsi mislili drugače, ampak če govorimo prav o cepljenju. Cepljenje je ena od stvari, ko je prav v medicini pomenila največji preobrat v človeštvo. Zdaj naj loči teh mogoče 10 let, sam nisem doživel cepljenja črnih koz, spomnim se pa vaj NNNP. Nič nas ne sme presenetiti. Kot osnovni šolci, vem, da smo se spuščali po toboganu, dobili sendvič pa oro, ampak vem, da smo imeli ozaveščeno, kje je zaklonišče, kje so hidranti, kako pogasiti ogenj in nazadnje, da se lahko še kaj drugega zgodi, kot v bistvu nogometna tekma od sobotah. In vse to je odpornost, na katero smo res v zadnjih 10-20 letih precej pozabili. Ker če pridem jaz k tebi kot zdravniku, in potem ti rečeš, dobro, si ti telo vadil, si hodil v naravi, ali si zdravo jedel in tako. Jaz pa rečem, ne, cel let nisem ležal, gledal sem televizijo, jedel sem to pa to pa to. In rečeš, čakaj, odpornost ne moreš imeti, odpornost si moraš pridobiti. In mislim, da smo se prej v družbi pogovarjali o tem, kako pomembno je, da ti praktično v vrtcu začneš to. V vrtcu začneš nekako, bi rekel, mladim vzgajati občutek, da so del kolektiva in da so pomemben del kolektiva in da je kolektiv tisti, ki jih lahko zaščiti. Prav je, da imamo na voljo različna mnenja. Živimo v demokratičnem svetu, kjer zelo podpiram različna mnenja. Ampak mogoče smo šli na drugo stran Gaussove krivulje, da je teh mnenj preveč in vsak usodi prav v vsaki stvari. Kot zdravnik zagotovo podpiram cepljenje, verjamem, da je ena najkoristnejših stvari. Ne bom pa komentiral posameznih cepljenj proti čemu in drugemu, ker zato nisem strokovnjak. Ampak informacij je preveč. Res je, da bi mogoče, in to vem, da tudi počnejo v šolskem sistemu, učijo otroke izluščiti in preceniti pravo informacijo. Nenazadnje bi mogli biti pa tudi uredniki kritičnejši, kdo vse lahko na javnih medijih oziroma izpostavi svoje mnenje in ga vsiljuje drugim. In to se je dogajalo med epidemijo in se dogaja tudi danes v teh varnostnih razmerah. Torej, preveč informacij, ne iz ust strokovnjaka, ampak vse navsploh. In ta vsesplošnost, v bistvu, kar imenujejo, mislim, da si slavista, hitro branje, se mi zdi nekaj grozljivega. V bistvu, da večina ljudi, tudi samo včasih prebiramo slike z podnapisi in se na podlagi tega ustvarimo neko mnenje. Ja, mnenja si zelo hitro ustvarjamo in jih potem tudi zelo hitro delimo z drugimi. Je pa res, da je pravzaprav paradoks tega časa je ta,
da imamo neizmerno informacij na voljo, ampak to nam pravzaprav ne pomaga dosti, ker smo bolj zbegani, kot ne bi bili, če bi imeli manj informacij. Ampak dobro, to je nekako, bi rekel, davek temu, da se lahko po telefonu pravzaprav se nam zdi, da kontaktiramo s celim svetom, da ves svet kontaktira z nami, čeprav tistega na drugi strani sploh ne vidimo. Pravzaprav sploh ne vemo, kdo je vmes. Med unim, ki se nam zdi, da je naš sogovornik, in med nami, zase vsaj lahko trdimo, da smo. Tako da je danes bistveno težje, kot je bilo, ko so partizanski korečki nosili pisana sporočila, ki so jih morali pravzaprav tudi uničiti, ko so jih predali. Res je, ravno prihajajočo soboto načrtujemo izvedbo vaje Potres 25, kjer bomo poskušali uživeti v odpoved komunikacijskih sistemov. Torej, ob takih situacijah mobilne telefonije ni, radijskih postaj verjamem, da ne znamo uporabljati, saj ne zdravniki. Kaj nam ostane? V bistvu tisto, česar nimamo, to je kurirska služba, ko si omenil. Zdaj mogoče razmišljam staromodno, ampak porabili bomo naše kolege, zdravstvene delavce, molčarje, bolničarje, da bojo pravzaprav v vlogi kurirjev prenašali ključne informacije v fizični obliki od enega do drugega. Namreč zopet odpornost pomeni delovanje v najbolj nemogočih situacijah. Če sami ne bomo poskrbeli, ne bo nihče namesto nas. Država bo pomagala, vendar ne vsem prvi hip. In vsak od nas mora najprej ozavestiti, da pravzaprav ne živimo samo v varnem ovoju, kar smo pozabili, ampak moramo biti pripravljeni tudi na mogoče manj prijazne situacije. Hvala lepa. Mislim, da je to pravzaprav nekako najpelje k temu, da ugotavljamo, da smo seveda družbena, ne samo družabna bitja, ampak da smo družbena bitja in da je naše individualno življenje izjemno pomembno, seveda od življenja skupnosti. Prej smo že na začetku omenjali nekaj, čemur jaz pravim pač vrednote te civilizacije, tudi bi rekel načela Rdečega križa so vrednote, ki jih je bilo treba zagovarjati. Danes se pa pravzaprav te vrednote izgubljajo. Bi rekel, politiki, ne bom zdaj imenoval poimensko, politiki pravzaprav so zelo relativizirali vrednost teh vrednot in danes je več ali manj vse nekako na trgu. Vsemu pravzaprav dajemo ceno, mi smo pravzaprav vse na nek način privatizirali. Privatizirali smo tudi humanitarnost samo. Ne gre več toliko za to. Ampak ali imamo kaj v zameno za to? Torej, ne strinjam se povsem, da smo izgubili vso humanitarnost, vendarle še imamo nekaj inštitucij, malo smo se jih dotaknili, ki nam jih lahko drugi zavidajo. In to že omenjen Rdeči križ, nenazadnje mislim, da je preko 100 krajevnih odborov vključenih kar 5-7% prebivalcev. Imamo izredno močno razvejeno gasilsko mrežo, skoraj 10% ljudi. Imamo prostovoljna društva, ki še vedno gojijo teh 7 osnovnih vrednot humanizma, v bistvu nevtralnosti, nepripadnosti oziroma tako. In to moramo samo pravilno ovrednotiti. In to ni zdaj naša naloga, pač pa to je naloga politike, postaviti vrednote na pravo mesto. Res, da se je veliko spremenilo, celo ozaveščeno, nova ideologija neoliberalizma. Želeli smo si pot v evropske integracije. In to smo se zavestno odločili. Seveda vsaka stvar ima pač v medicini nekaj stranskih učinkov in stranski učinki so zagotovo slaba ali pa negativni vplivi na blaginjo ljudi. Naloga države pa je, da omili te negativne vplive in poudarja dobre. Če so dobri vplivi bili poudarjeni, je bila pa slabša odlika države, da ni omila teh slabih vplivov. In je pač
neoliberalizem res segel tudi v polja, v katerih niso zaželeni učinki. Ampak dokler bomo poskušali ozavestiti inštitucije, kot so prostovoljno gasilstvo, krvodajalci, takrat v bistvu imamo možnost odpornosti in preživeti tudi hujših izzivov. Ja, hvala lepa. Prvi sem pravzaprav res postavil zelo radikalno. Hvala, da si me popravil, ne. Navsezadnje sem na nek način poskušal kdaj te stvari tudi ohranjati. Ravno ko se omenil pri Rdečem križu, se spominjam dogodkov, ko smo dve stvari poskušali zavarovati pravzaprav pred prevelikim zasebnim pohlepom. Eno si že omenil, krvodajalstvo, drugo pa prva pomoč, ne. Jaz sem še danes prepričan, da sta to dva temelja, poleg humanitarne pomoči, dva temelja Rdečega križa, to je tisto, kar ga razlikuje od vseh drugih. No, in ko je Baxter hotel pravzaprav vstopiti na slovenski trg, smo poskušali in tudi seveda nas je takrat tudi vlada podprla pri tem, da smo na nek način zaustavili pravzaprav prihod pridobitnega krvodajalstva v Slovenijo. Ne vem več, kako je danes, ampak računam še vedno, da je to tako, kot je bilo. Ne vem pa ne, priznam. In drugo je seveda sama prva pomoč, ne. Moram se zahvaliti seveda še doktorju Ahčanu, ki je zbral 42 zdravnikov in z 42 zdravniki so dejansko prenovili celo področje prve pomoči. In to v tistem času, ko so drugi, celo nekateri poslanci, ki sva jih s takratnim predsednikom obiskala, so bežali pred nama in potem je prišel en znameniti poslanec, da bom povedal, s katere stranke, in rekel, jaz sem skozi držal roke v žepu, videl sta z Rdečega križa, ti sanke ukradejo. In moram reči, da sem pravzaprav bil prvič zelo šokiran, da je lahko nek poslanec bil izvoljen in da ima pravzaprav tako mnenje do humanitarne organizacije. Ampak glede na okoliščine, ki so bile takrat v veljavi, sem to razumel, da je pač ima pravico do svojega mnenja, ki mi seveda ni bilo všeč, ne, normalno, ampak imel je pravico. Zdaj, ko sva šla okoli vsega tega, me zanima, mogoče lahko stopiva malo ven. Nedvomno Amerika vpliva na svet. To, kar se dogaja v Ameriki z zdravstvom, z javnim zdravstvom, zasebnim zdravstvom, kar se dogaja z univerzami, kar se dogaja z ministrstvom za, ne rečemo, sekretariatom za zdravstvo, pravzaprav, ali to lahko vpliva tudi na druge, da bojo šli po tej poti? Seveda odpiramo. Neizogiben proces je, da se prilagajamo tudi drugim razmeram v tem prostoru, kjer si ga delimo z evropskimi državami. Seveda upam in v bistvu tudi sam poskušam v največji meri delovati pri ohranjanju javnega zdravstvenega prostora. Prej si omenil v bistvu spremembe v družbi, pa kako je vse razprodano. Pozabil sem omeniti, poleg krvodajalcev, gasilsko zvezo sicer sem ne omenil, ampak praktični primer smo lahko v živo lansko leto spremljali v še vedno obljubljeni deželi Ameriki ob velikih požarih v Los Angelesu. Nekaj mesecev prej sem se po istih ulicah peljal z avtom, z grozo sem spremljal te požare, ampak na koncu smo videli, da so pravzaprav gasilci pomagali tistim, ki so plačali njihove storitve. In seveda, če bomo to dopustili, potem bo to pogubno za nas, ki smo relativno mali. In v zdravstvu smo dokaj liberalno že dopustili neko stopnjo nepovratnosti, ko bomo težko nazaj uokvirili, da ni vse plačljivo in za denar. Zopet smo pri ozaveščanju. Kdo od mladih kolegov, ki ima sklenjene pogodbe pri različnih delodajalcih, bo prišel na pomoč ustanovi, ko bo podala recimo v primeru potresa, poplav, popoldne delati, ker je zavezan delati za denar pri drugem delodajalcu. Nenazadnje, varnostni stebri. Vem, da zdravstvenega stebra ni v 3 stebrih, ki gradijo varstveni svet. Ampak že smo ugotavljali, da varstvo oziroma zdravje je vendarle eno od temeljev družbe in kot tako tudi najbolj ranljivo. Praktični primer, poplave,
pred 2 leti. V bistvu zdravstvo je nehalo na najbolj ogroženih območjih prenehalo delovati. Kdo je reševal? V bistvu tudi pričakovala se je pomoč inštitucij, kot je Slovenska vojska. Verjetno moramo na tem področju vzorce, ki smo jih takrat brez nekega natančnega načrta v nekaj dneh upeljali, sistemsko graditi v uradne procese sodelovanja, civilno-vojaškega sodelovanja za primere izrednih nesreč. In v bistvu imeti mehanizme, kako državljan je dolžen narediti nekaj za državo, ki mu omogoča, kot je to v Sloveniji, eno bolj varnih okolij, eno lepših prostorov za bivanje, seveda smo dolžni tudi sami nekaj prispevati. Te zavesti nismo v celoti uspeli vrniti ali pa postaviti na pravo mesto in menim, da je to eden od večjih izzivov politike v bodočih vladah. Hvala lepa, temu ne moremo porekati, se zelo strinjam s tem. Spominjam se, pred leti je bila celo v Evropski uniji ideja, da bi gasilstvo prostovoljno nadomestili s poklicnimi gasilci zgolj. Ne? In vem, da smo se pogovarjali na kolegiju ministra in smo temu nasprotovali in smo podpirali seveda URSZR, pravo zaščitno reševanje, in tudi pošiljali naša sporočila v Evropo. Jaz vem, da marsikje nimajo te tradicije, marsikje tega ne poznajo, recimo nimajo tako razvitega prostovoljstva, niti enega, niti drugega, imajo veliko nevladnih organizacij, ampak nevladne organizacije delujejo, vsaj po mojih izkušnjah, na nekoliko drugačnih principih, kot delujejo recimo organizacije, kot so gasilci, kot je Rdeči križ in tako dalje. Ti delujejo tudi, kot manjka denarja, medtem ko nevladne organizacije ne delujejo več praktično. Dokler je denar, delujejo, ko denarja ni več, ne delujejo več. Zato je seveda izjemno pomembno in včasih ugotavljam, da me kolegi iz drugih držav niti ne razumejo, ko poskušam razložiti, ko govorim pravzaprav iz slovenskega sveta, iz slovenske prakse, in potem se moramo ustaviti in reči, čakaj, seveda se te ne morejo razumeti, ker tega nimajo. Ne? Pri njih je vse plačljivo, pri njih je vse kupljivo. Oni ne poznajo pravzaprav tega prostovoljstva, imajo recimo Lions, imajo to in tretje, ampak to ni to. Lions izberejo recimo ogromno denarja, da potem podarijo en notesnik. Torej, prej smo omenila ta uradno ideologija, tudi, če hočemo, naše sodobne države, neoliberalizem, in v bistvu opus operandi je večanje amplitude razlik med bogatimi in revnimi. In zagotovo ne smemo dopustiti, da bi si moral stopnjo varnosti vrednotiti z denarjem. Razlike bojo katastrofalne in nazadnje peljejo do notranjih konfliktov, spopadov in seveda odločno nasprotujem sistemu, kjer bo vse plačljivo. In res je, da nekatere stvari so prinesle višjo stopnjo profesionalizacije, tudi v zdravstvo. Ne smemo pa vse metati v isti koš. Ogromno je stvari, ki so se pokazale kot boljše prakse, kot dobre prakse. Kadar poteka razprava o privatizaciji zdravstva, večina ljudi, ki obišče privat inštitucije, vedo povedati, da teče vse drugače, da so lepši prostori, da si točno ob uri na vrsti. Pa seveda tudi sam podpiram nekatere segmente pobude za zasebno zdravstvo. Vprašal pa bi, kaj pa po 15. uri, kaj pa vikendi, kaj pa vroča poletja. Veste, to srečujemo, zdaj pač sam delam v bolnišnici regionalni, vsak dan beremo poročila o nevzdržnih razmerah v naših urgentnih centrih zaradi nedelovanja primarnega zdravstva. Torej, del tega, kar sva se menila, da je vse plačljivo, je posledica prav teh razmer. Namreč zdravniki, ki so vezani s pogodbami, ne v delovnem razmerju, povsem normalno povedo, da jih v poletnih mesecih ni v službi, da bodo vikend prosti. Kdo bo po noči reševal v bistvu prometne nesreče, težke poškodbe, opekline? Komaj kdo. Tisti, ko bodo ostali in bodo slej ko prej preutrujeni tudi zadnji zapustili. In v bistvu ne bomo reševali sistemov z nekimi restrikcijami
ampak zopet nazaj k ljudem postaviti na pravo mesto. To nalogo ima politika. Ja, vse je pravzaprav zanimivo, zanimive zgodbe se pletejo okoli tega zakona o pravici do odklopa. Ne. Cela vrsta poklicev je, ker se ne moreš odklopiti, zato ker moraš 24 ur, 7 dni na teden delovati. Mi smo imeli že prej, ko sem bil še v drugem direktoratu, smo imeli tako pravzaprav celo malo, smo se šalili na račun resorjev, ne. Smo rekli, če se bo vojna začela v 5, bomo rekli, počakajte nas, sovražniki, počakajte, zjutraj ob 8 spet začnemo, ne. Tako da je bilo pravzaprav nekako v tem primeru je to sicer komično, vendarle bi bilo tragikomično, če bi šlo zares. Menim, da tragikomično pravzaprav postaja, izhajajoč iz pravzaprav varnostne kulture v širšem pogledu. Torej, še vedno imamo, govorimo o zdravstvenem sistemu, poznamo dežuranje, 24-urno delo, ki je, verjamem, nevarno. Nikogar ne poznam, ko bi po 12 urah, 24 urah bil enako zmožen svojega visoko specializiranega dela kot v jutranjem času. Lahko odgovarjaš pa lahko. Celo nasprotno, ne samo, da odgovarjaš, v bistvu je uzakonjena penalizacija. In prav ta pogled je potreba spremeniti, da moramo povečati kulturo varnosti v vseh sistemih. Ja, moramo narediti sisteme, kjer določajo pravico do odklopa, ampak ne na račun varnostnih sistemov. Ampak žal se nam v praksi dogaja ravno to. Nekdo, ki ostane v sistemu, bo zaradi manjka ljudi, še vedno manjka 1000 zdravnikov, še vedno imamo 100 prostih postelj v domih starejših občanov, ne dobimo kadrov. Tisti, ko so, pa pravzaprav delajo dvojno delo in bo slej ko prej obnemogli. In zapustili pravzaprav sistem, ki je že tako prizadet. Zdaj, s profesionalizacijo Slovenske vojske, pa z vsemi temi spremembami in s tem, ko smo pravzaprav opustili obvezno služenje vojaškega roka, kajti takrat so bile potrebne zdravniške komisije in tako dalje. Bil je pravzaprav cel sistem, ki je bil vključen v to, se je tudi vojaška zdravstvena enota pravzaprav izjemno zmanjšala. Ne? S tem, da sem več ali manj ves čas poslušal, kaj manjka v NATO, kaj je kritično. Vedno so bili medevaki. Vedno so iskali pravzaprav ekipe zdravnikov in pilotov, ki bi bile pripravljene seveda leteti na območje krize ali celo konflikta. Se pravi, to je neka zmogljivost, ki je ves čas podhranjena pravzaprav praktično povsod, v vseh članicah NATO. In tudi v Sloveniji, recimo. Ali morda lahko malo bolj razložiš to idejo o posebni bolnici Petra Držaja ali še kje drugod, bolnici, ki bo pravzaprav dvonamenska? Takole, korak nazaj, omenil si zavezništvo. Prav na teh srečanjih najvišjih organov znotraj zavezništva, povezanih z zdravstvom, smo pravzaprav vsi ugotavljali, ne samo v Sloveniji, ampak vse članice zavezništva, da je bilo prav vojaško zdravstvo zanemarjeno. In to zadnjih mogoče 30 let. Ne pa vse države, namreč prav v Združenih državah, ki so nekako še vedno gonilna sila tega zavezništva, je situacija precej drugačna. Po eni strani je res, kot si omenil, bilo vojaško zdravstvo okrnjeno, zmanjšano, tudi takrat določeno, da ne bo del javnega zdravstva, bo imelo znotraj samostojno vojaško zdravstvo, ampak s ponosom in z veseljem ugotavljam, da se v zadnjem času vojaško zdravstvo, vojaška zdravstvena enota razvija v pravi smeri, da je povpraševanje večje, kot je prostih mest in je ta hip na eni izmed višjih točk, tako po zanimanju, kot tudi zasedenosti formacij, skoraj blizu 100%. Kar se tiče ustanov, omenil si bolnico Petra Držaja, zagotovo boš zastopal, stvar še pač ni dozorela za neko javno razpravo, ampak seveda je to edini način, da povečamo odpornost. Da povečamo odpornost, namreč vedno se vrnemo v Ljubljani na debato, kaj se zgodi, če se kliničnemu centru pripreti karkoli.
osrednja ustanova in pravzaprav država ostane brez kakršnihkoli zdravstvenih storitev na terciarno za Ljubljano, ki nima druge mestne bolnišnice. Si ne znam predstavljati scenarija, mogoče eksplozije, mogoče potresa, kako bi zmogli organizirati zdravstveno varstvo za prebivalce Ljubljane, kaj šele za celotno območje Slovenije. No in eden od načrtov je pravzaprav krepiti ravno vojaško-civilnih povezav z ustanovami. Zdaj pravzaprav sva prišla do nekega vprašanja, ki je zame ves čas zanimiv. Pravzaprav nekoč sem bil del tega teritorialne obrambe. Danes recimo poznam nekaj drugih modelov evropskih. Zelo mi je seveda pri srcu poljski model teritorialnih enot, ki so ga razvili, seveda razvijajo v skladu z svojo soseščino, v skladu s tem, da pravzaprav imajo čez mejo Belorusijo in ker imajo Belorusijo, imajo tudi Rusijo. Ne? To je potrebno razumeti, ampak hkrati pravzaprav so dosegli eno velik napredek. V teh enotah, ki jih mislim, da je že okoli 50,000 in ki so vezane na lokalne skupnosti, te enote imajo v glavnem visoko izobražene prostovoljce, tako moške kot ženske, imajo relativno nizko starost, tam mislim, okoli 32-34 let povprečje. In kar je zanimivo, da oni praktično z njimi vzpostavijo stik vsak dan. Tako rekoč vsako uro imajo lahko stik med seboj. To je eno, ki izrabljajo pravzaprav to možnost sodobnih medijev. In drugo, kar je, da nimajo težav pri delitvi nalog in so hkrati zelo fleksibilni. In to je nek model, ki se mi zdi, da bi tudi Sloveniji pravzaprav zelo ustrezal. In s tem bi seveda krepili tudi prostovoljstvo. In v teh enotah se lahko povezuje tudi tisto, kar sem prej nekako nakazal, se pravi civilna obramba, vojaška obramba in civilna zaščita. Primer je recimo zdaj tudi iz Ukrajine. Sočasno, ni nujno, da na istem mestu, ampak sočasno recimo civilna obramba pripravlja pasti za oklepnike nasprotnikov. Civilna zaščita popravlja stolp, preko katerega se prenaša električna energija. Seveda, vojaška obramba pa opravlja svojo, bi rekel temu, kinetično nalogo oziroma zadržuje nasprotnika na drugi strani. Tako da oni pravzaprav ta model dejansko tudi živijo. Mi smo ga neko obdobje, potem smo seveda šli v profesionalizacijo. Ampak jaz spet pravim, da kaj je edini vir, ki ga ima Slovenija v relativno velikih količinah, smo ljudje. Ampak ljudje se moramo organizirati, moramo biti motivirani in tudi seveda mislim, da že Sun Tzu je rekel, da motiviranih ljudi nihče ne zlomi. Tukaj smo popolnoma uglašena. Moram reči, da včerajšnja oddaja, mislim, da je bil Marcel, kjer sem poslušal ministra, da je govoril pravzaprav ravno o teh zadevah. In sem bil precej navdušen, ker je ugotavljal pravo smer. Človek, v bistvu prej sem dejal, da rabimo človeški faktor, ki je dobro usposobljen in dobro opremljen, ampak v tem vrstnem redu. In menim, da je to nekaka bodoča usmeritev razvoja zdravstva, tako civilnega kot vojaškega. Torej, mislim, da smo zelo pozitivno postavili midva tale pogovor. Ne? Torej, jaz menim, da še vedno lahko pozitivno postavljamo ta pogovor, da smo v dokaj dobri kondiciji, ki pa moramo skrbeti za to, da ne samo takšne ostane in da jo še izboljšamo. Posebej me veseli, da tudi v funkciji glavnega zdravnika Slovenske vojske smo uspeli že pred več leti vpeljati v kurikulum medicinske fakultete predmet medicina v izrednih razmerah. 3. leto zapored smo izvedli vojaški praktikum za študente medicine, kjer smo predstavili del vojaškega zdravstva
In prej sem ti pred začetkom pokazal splošni komentar in z zadovoljstvom ugotavljam, da so odzivi pravzaprav nad pričakovanji. No, eden izmed študentov je zapisal, da je bila to najboljša vaja v njegovem življenju. Tudi zdaj zadnji kurikulum, ki še dobivam, ker je bil pred nekaj dnevi, je enozvočno, da si želijo več takšnega sodelovanja. In to ne starejša populacija, ampak tista, ki prihaja, ki bo skrbela pravzaprav za nas in za celotno nacijo. Ja, hvala lepa. Jaz moram reči, da sem iz svoje prakse, ko smo poskušali in smo potem tudi uspeli prepričati Slovensko vojsko, ti, ki si civil v uniformi, boš to pravzaprav tudi dobro razumel. Kar precej časa je trajalo, da smo prepričali svoje kolege v uniformah, kako pomembno je prostovoljno služenje vojaškega roka in kako pomembni so recimo zimski tabori. In jaz mislim, če imam prav informacije, da nimajo več težav s kandidati. Težave imajo, ker jih je preveč prijavljenih. To pomeni pravzaprav, da je nekako ni v sozvočju z nekim splošnim mnenjem v Sloveniji, vse Slovenci pa vojske ne maramo in tako dalje. Nasprotno, jaz mislim, da mlada generacija na to gleda nekoliko drugače, da niso obremenjeni več z JLA-jem in z vsem tem, in da pravzaprav gledajo dokaj zdravo v ta svet. Menim, da pač mladi, ki jih srečujem tudi na fakulteti, ne vejo sploh ne, kaj je bil JNA, kaj pomeni JLA. Nenazadnje, ko smo skupaj gledali film Karavla, kjer smo se vsaj tisti, ko smo služili, do ušes smejali, mlada generacija ni vedela, čemu se smejimo. Ampak po drugi strani ni vse slabo, kar nam je tista izkušnja prinesla. Prinesla v bistvu nekatere prakse bomo ponovno izvlekli iz arhivov, ki so dobrodošle, ampak mlada generacija je dovzetna. Mogoče se moramo tudi vprašati, ali je to sodelovanje bilo dovolj odprto. Pač zadnje izkušnje kažejo, da če se odpira tudi inštitucija, kot je Slovenska vojska na prav način, je to eno zelo dobro sodelovanje, ki je win-win situacija v modernem jeziku. Torej, oboji pridobimo. In takšnega sodelovanja mora biti več. Če v bistvu pogledam drugo stvar, torej sam veš, da mogoče drugi del mene je vezan na pilotiranje, na letalstvo. Izgubili smo krila z nacionalno družbo, izgubili smo pilote. Nekoč so bili to tabori, tako z odprtimi očmi in ušesi poslušam starejše kolege, njihovo poklicno pot do pilotov. Mogoče moramo se z tega tudi kaj naučiti. Mi pravzaprav ne produciramo več pilotov na način, ampak samo z plačljivimi sredstvi. Verjetno so dobri piloti, ampak za denar. Šli bojo tja, kjer so boljše plačani. Samo kot primer prakse, ki jo moramo se obrniti in poskrbeti pravzaprav za ozaveščanje, da so stvari, katere država, če hočemo ohraniti našo samostojnost, moramo imeti. In to je zdravstvo, to so gasilci, to so krvodajalci, po mojem mnenju so tudi piloti, in v bistvu so nekatere prakse dosti boljše, kot so se nam urinile v teh zadnjih obdobjih, zadnjih nekaj 10 let. Nekoč smo tudi znotraj Rdečega križa se pravzaprav pogovarjali o tem in dejansko gre, da nekako Slovenci imamo določeno zavoro pri nedenarnem nagrajevanju. Pri pravzaprav temu, da ljudem damo nagrado, da jih pravzaprav pohvalimo pred skupnostjo, zato ker so nekaj naredili za skupnost. In seveda, če bi imeli, bi rekel, ta kontrapunkt, se pravi nedenarno nagrajevanje, bolj razvito, nekako nam je nerodno pravzaprav to ljudi nagrajevati in dati medalje in tako dalje, ampak to se mi zdi pravzaprav, da lahko nadomesti mnogokrat tudi potrebo po denarnem nagrajevanju. Neštetokrat, ker denar nazadnje porabimo v teh blagovnih centrih in za njimi ne ostane prav ničesar. Vsak od nas, verjamem, prvi ste govorili za sebe, verjamem, da je pri tebi enako, da s ponosom in z veseljem pogledaš nagrade, neka priznanja, ki smo jih tudi na teh skupnih službah dosegla, ampak da je to zagotovo pravi način motivacije tudi za naprej.
in da so ta sredstva bistveno trajnejša kot denarne nagrade. Seveda mora biti vsako delo prav ovrednoteno, poleg tega je dodana vrednost, katero si ravno omenil, nekaj več kot samo materialna. Andrej, jaz se ti zahvaljujem, da si bil pripravljen na ta pogovor. Sem prepričan, da pravzaprav s tem ne bo konec, ker se bodo pojavile druge teme, o katerih bi lahko govorila. Hvala lepa. Dragi Srečko, še enkrat hvala lepa, upam, da se še srečava. Absolutno.